v Vrtincu, v današnjem znova o naših pravicah. Mariborskega varuha bolnikovih pravic znova gostimo v studiu. Gospod Prosnik, dobro jutro. Dobro jutro. Danes sva rekla, da bova govorila o dveh spremembah, ki znova nekoliko krojita naše pravice, bomo rekli, kar se tiče zdravstvenega varstva. Najprej dva nova paketa terapevtskih zdravil, namreč gre za srčno-žilne bolezni in pa kronično levkemijo. Kaj dejansko to pomeni, da se znova spomnimo, kaj pomenijo te paketi terapevtskih zdravil? Ja, torej, trije so že bili. Ta dva nova paketa pomenita zopet poskus podcenitve zdravljenja. Pri srčno-žilnih boleznih je kot za preprečevanje infarkta se preventivno uporabljal aspirin 100, torej neka neznatna količina aspirina, ampak zelo redno, in ta bo pravzaprav prišel na listo tistega dražjega zdravila in bo namesto tega se ponujalo z naj bi bilo istim učinkom neko alternativno zdravilo. Celo je omenjeno, je se tukaj kardiopirin kot možnost, ampak hkrati tukaj navodilo pravzaprav zapleteno. Hkrati pa bo zdravnik lahko predpisal aspirin Protect v tistem pakiranju z 100 tabletami in ta bo menda, če sem prav razumel, posebej vprašanje na zdravstveno zavarovalnico, tisto pa bo docela na recept. Medtem ko pri aspirinu z pakiranjem 30 pa bo potrebno doplačilo in približno podoben postopek je, naj bodo tudi pri onkoloških zdravilih, bo ta terapevtska skupina vsebovala tudi nekaj, se zdi, cenejših, ki bojo po nižji ceni namesto najbrž. Tukaj ta navodila niso bila še čisto točna. Potrebna je pozornost, potrebno je dogovor z zdravnikom, potrebno je pogledati, ali je to kakorkoli povezano še z nekimi drugimi zdravili, s katerimi bi se lahko prišlo na vzkriž, da zelo po domače povem. Telefoni bodo odprti tudi v današnjem Vrtincu. Večkrat se boste izpisali telefonski številki na vašem zaslonu in nekoga že imava tudi na telefonski liniji. Lepo zdrav, izvolite. Dobro jutro. Dobro iz Štajerske. Izvolite. Mene pa ena stvar zanima. Jaz sem zdaj že bila drugič na komisiji invalidske in imam kronično obolenje hrbtenice. Sem že bila 3-krat na operacije in zdaj sem bila na komisiji drugostopenjske v Ljubljane in so mi spet zavrnili in so mi dali za 6 ur. In me zanima, kako je to mogoče, ko sem bila na ocenovanju na Soči in vse to in vse izvide od neurokirurga, od psihiatra in vse, in so mi zavrnili 4 urnike, še ko me to zdržim, ne da še bi 6 ur delala, ne. Najlepša hvala, zanima vas torej to nezadovoljstvo ali pa nestrinjanje z oceno komisije? Ja, to presega pristojnosti varuha, ampak kot informacija, torej ta drugostopenjska komisija je neodvisna in tudi komisija invalidska na prvi stopnji, da to tako imenujemo, lahko upošteva te izvide posameznih specialistov ali pa tudi ne. In drugostopenjska pa celo lahko zavrne že odobreno stopno invalidnosti oziroma kategorijo invalidnosti, tako da gre pravzaprav za hierarhično inštitucijo, ne vzporedno. Kaj pa narediti, če se ne strinjamo nekako z ugotovitvami te drugostopenjske komisije? Je možno kje ugovarjati pritoževati? Je možno na tako zvano socialno sodišče, drugače pa tako, kot je gospa najbrž naredila, če se ne strinjamo ali pa in predvsem, če se stanje med tem poslabša, pridemo z novimi izvidi. In tukaj je komisija dolžna, da deluje, je pa določen nek čas, pol leta, 1 leto, ker se v tem času lahko ti izvidi nabirajo, morajo pa vsi izvidi zopet na novo in postopek je pravzaprav enak. Vse, kot sem rekel, to ni v pristojnosti niti zastopnika pacientovih pravic, niti varuha bolnikovih pravic, ampak ljudi s temi težavami se na nas obrne zelo veliko in moja sodelavka, pravnica, gospa Habjanič, ima zelo naštudirano to področje, kar je v vsakem primeru potrebno tudi pogledati. Tukaj gre tudi za vprašanje, kako se te stopne, kakšen seštevek
komplikacij na različnih področjih, je potrebno, da pride do tistega, čemu se reče potem prva kategorija in se prepozna kot nezmožnost za dela. Vse ostalo so omejitve pri delu. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Gospodje, jaz bi pa imela neko vprašanje, pa pravzaprav komentar. Izvolite. To, kar se psihiatrijo mariborsko tiče, od teh ljudi, od 65 let dalje, to, ko prideš tja, pa če si na primer, da imaš motnje spanja, od 8 zvečer, ob 10 zvečer, ob 1 zjutraj, ti dobiš terapijo, ker imaš terapijo vedno po noči. Ampak to je nonsens. Če je človek krt, ker zdravnik, sestra ne pride do tebe ne ob 8, ne ob 10 in ne ob 1. To je tako bilo. Poleg tega bi rada povedala, pa to je zdaj že par let, psihiatri z nami samo manipulirajo, zdravila nam zamenjujejo, pa ne eno škatlo ni treba doplačati samo 2-3 evre. Tudi pri gotovi gostoti, tudi do 40 evrov bi bilo treba doplačati. Dajo nam generiki. Generik je placebo. Prosim lepo, da se enkrat to nekaj skup spravite, pa da na te bolnike tudi nekaj date, ker bolnica samo računa, psihiatri tudi računajo, naredijo pa nič. To je nonsens. Najlepša hvala za vaše mišljenje. Torej, gospa nezadovoljna z delom na psihiatriji, se veliko ljudi obrača na varuha bolnikovih pravic, kar se tiče storitev torej na psihiatričnih oddelkih. Gospa je menila motnje spanja in različne tablete, ki jih je tudi potrebno doplačevati. Približno v točnem odstotku, v točnem deležu, kot je v sorazmerju z drugimi bolniki. Je pa tukaj poskrbljeno še na en dodatni način. Torej, za to področje obstoja poseben zastopnik pacientovih pravic za duševne motnje. V Mariboru je to gospod Belak, ki še posebej za zaprti oddelek ima vstop in ima posebna pooblastila. Zdaj, gospo razumem v tem smislu, da je tudi na tem področju nastopa v nekem smislu zamenljiva zdravila, ne še kot terapevtske skupine, ampak druga zdravila, kot je rekla, čisto pravilno generiki, ki naj bi imeli enake učinkovine, ampak pri tem se seveda to opažam kot varuh bolnikovih pravic, da je ljudem pomembno, da je eno isto zdravilo, ene iste barve, ene iste oblike, ker to pomeni, da lahko na nek način avtomatsko vzameš in ne razmišljaš vedno in ni odvisno od raztresenosti ali kaj drugega. Zato so ta enaka zdravila pomembna in gospe zelo dam prav, da to na nek način destabilizira oziroma človeka naredi nesigurnega, kaj zdaj to je. Si lahko predstavljate, da sredi noči, ko je potrebno eno zdravilo vzeti, da človek ni docela pri sebi. Tako, nekoga še imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dobar dan, izvolite. Lep pozdrav, vaju lepo pozdravljam v studiu. Jaz bi pa samo vprašala, čemu imamo mi pol to dodatno zavarovanje, moramo plačevati še dodatno zdravilo, bomo mogli vse doplačevati. Čemu pol se to dogaja? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Še en telefonski klic bomo sprejeli. Pozdravljeni, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pa iz Celjskega kličem poslušalka. Jaz bi pa vprašala gospoda, kdaj imaš pravico pride do magnetne resonance, brez da doplačaš, ker zdravnik, jaz sprašujem za moža, ker ima ene bolečine že dalj časa in pravi, da mora dati ne vem kaj se skozi. Pa zanima, če lahko pride
čim prej na magnetno resonanco po svoji želji. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Če se najprej dotakneva torej dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga plačujemo, hkrati pa je vedno več zdravil, ki zahtevajo doplačilo. Ja, jaz mislim, da sploh nima smisla o tem govoriti. To samo v slabo voljo spravlja. Zdaj jaz zelo podpiram ta predlog, da se nasploh upusti dodatno zavarovanje, da je to eno osnovno, ker so ta zmeda je tukaj dovolj velika. Zdaj pa k temu drugemu, gospa je najbrž slišala tudi, da za magnetno resonanco, da spada v tisto skupino posegov, specialističnih pregledov, ki ne bo plačano ta storitev, če bo se kdo obrnil v Avstriji na tujino. Za računalniško tomografijo in pa magnetno resonanco CT in MR. Ja, bo izvzeto po pravicah, ki jih imajo po evropskih pravilih, lahko država izvzame nekaj. Kako pa pri nas do te storitve? Ja, torej, to je osebni zdravnik in potem specialist, to odredita. Vse ostale oblike so oblike, ker bi nekdo želel to. Potem je pa res boljše, da gre v Avstrijo, bo vsaj hitro to opravljeno. Torej, ni mogoče, da bi lahko diagnostično sredstvo pacient zahteval, ne da bi se o tem dogovoril z osebnim zdravnikom. Kot z osebnim zdravnikom ali pa specialistom, torej če bi rabili do CT-ja. To je potrebno. Vse ostale oblike so pa samoplačniške. In to še s čakalno dobo. Tako. Najlepša hvala, gospod Prosnik, za tale pojasnila. Na vašem zaslonu se bo izpisala tudi telefonska številka pisarne samega zastopnika bolnikovih oziroma varuha bolnikovih pravic. Lahko se obrnete tudi na to številko. Še enkrat hvala lepa za vsa pojasnila. Uspešno delo še naprej.